Dober dan želim vsem skupaj na razpravi Evropska unija, kako jo komunicirati, izzivi in priložnosti. Komuniciranje ključnih prioritet Evropske unije namreč ni le vprašanje vsebine, ampak na koncu tudi umetnost, kako to povedati ljudem, kako približati na način, da bodo razumeli, kaj pravzaprav želimo povedati. Govorili bomo danes na tem omizju o tem, kako se Evropska unija loteva velikih izzivov od zelenega prehoda do varnostnih in socialnih vprašanj ter o tem, kako lahko to sporočilo zaživi v vsakdanjem življenju ljudi. To seveda vključuje tudi premagovanje različnih pasti, kot so birokratski jezik ali po domače birokraščina, dezinformacije in seveda včasih tudi, zdaj ne vem, če velikokrat bomo mogoče slišali, tudi skepticizma ljudi do evropskih institucij. Da bi to dosegli, bomo izpostavili različna področja, ki potrebujejo recimo da inovativnost in jasnost v komunikaciji še toliko bolj. Evropski zeleni dogovor, varnostne politike, socialna vprašanja. Pogovarjali se bomo tudi o tem, kako lahko evropske in domače politike delujejo bolj usklajeno in kakšni so izzivi, s katerimi se pri tem srečujejo. Zdaj pa štart. Imamo imenitne goste in gostjo, jih predstavim čez nekaj minut, najprej pa vabim na oder vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doktorico Jernejo Juk Jerše. Iztočnica za vas, gospa Juk Jerše, je, s kakšnimi izzivi oziroma kakšne so recimo da aktualne strategije pri komuniciranju evropskih prioritet. S čim se ukvarjate, kaj vas skrbi, kje vidite, da se zatika, kaj so na nek način, kaj vam naročijo iz Bruslja, kako to delati. Dober dan. Hvala lepa in dobrodošli v hiši Evropske unije v Ljubljani. Jaz bom ta težka vprašanja oziroma odgovore pustila za konec, ker se z veseljem vključim v debato tudi o teh zadevah, kako kaj komunicirati. Zdaj pa, da bomo izpadli malo bolj resno, dajte mi dovoliti, da imam zelo kratek, malo bolj formalen nagovor, na to pa debata. Hvala lepa. Tako, spoštovani, Evropska unija že desetletja dokazuje, da sodelovanje prinaša rezultate. In pomembno je, da vse te rezultate ustrezno predstavimo državljanom. Proračun Evropske unije in Sklad za okrevanje in odpornost financirata številne projekte, ki izboljšujejo življenja ljudi. V Sloveniji smo to občutili nedavno, ko je Evropska unija s sredstvi solidarnostnega sklada hitro priskočila na pomoč pri odpravljanju posledic katastrofalnih poplav. Evropska sredstva podpirajo tudi gradnjo dostopnih stanovanj, zdravstvene infrastrukture ter razvoja čistih in digitalnih tehnologij. In to kaže, kako pomemben je evropski prispevek k družbenemu blagostanja. A za prepoznavnost tega prispevka je potrebna učinkovita komunikacija. Z učinkovitim komuniciranjem lahko prispevamo k krepitvi zaupanja v institucije, ki skrbijo za dobrobit ljudi. Zavedati se moramo, da to zaupanje ni samoumevno. Evropska unija se danes sooča z resnimi izzivi na področju komuniciranja, kot so na primer dezinformacijske kampanje tujih akterjev, med njimi Rusije. S širjenjem neresnic in zavajajočih narativov želijo te kampanje sejati razdor med Evropejci, razrahljati družbeni konsenz v Evropski uniji in ogroziti naša demokratična načela. Njihov glavni cilj je spodbujati zaupanje v demokratične institucije, med katerimi je EU ena ključnih. V tem kontekstu sta svoboda medijev in medijska pismenost še toliko bolj pomembni. Evropska unija zato preko razpisov aktivno podpira novinarje, pluralizem medijev in ozaveščanje državljanov o pasteh uporabe medijev. S tem želimo zagotoviti kakovostno in neodvisno novinarstvo ter tako okrepiti odpornost družbe proti dezinformacijam. Pomembno je tudi, da Evropska unija komunicira na lokalni ravni. Le tako lahko ljudje jasno vidijo, kako evropski projekti prispevajo k njihovemu vsakdanu. Lokalni dogodki, zgodbe o uspehu in dialog z državljani približajo Evropsko unijo ljudem in spomnijo, da je Unija predvsem skupnost ljudi.
Obveščanje o dosežkih Evropske unije tako ni le promocijska naloga, gre za krepitev zaupanja v demokracijo, v solidarnost in v moč sodelovanja. Naš cilj je jasen. Ljudem moramo omogočiti, da razumejo, kako pomembno vlogo igra Evropska unija pri gradnji boljše prihodnosti za vse nas. Hvala lepa vsem zbranim, da ste se nam danes pridružili na okrogli mizi, predvsem našim govorcem, ker vaša prisotnost, ideje in mnenja so neprecenljivi za naš skupni cilj, kot je izboljšanje komuniciranja Evropske unije z državljani. In želim vam uspešen dogodek in še bolj se veselim te razprave, ki bo sledila. Hvala lepa. Eno vprašanje imam, preden začnemo z gosti to debato. Pred dnevi sem brala, ampak se seveda je jasno, z sestavljanjem nove komisarske ekipe, tudi predsednica komisije je pisalo, osvežuje svojo komunikacijsko ekipo. Zdaj, če so prej delali, zelo malo je bilo tiskovnih konferenc, oziroma če so bile, na njih, tako so poročali kolegi in kolegice, ni bilo velike novičarske vrednosti. Zelo omejeno je dajala intervjuje. Zdaj v novem delu zgleda, da bo tudi precej večja teža na prisotnosti na precej različnih družbenih omrežjih. A že kakšne dobivate, ne vem, navodila ali pa če ne drugega, vaše mnenje, ko se trudite komunicirati te teme tukaj v Sloveniji? Zdaj, nova Evropska komisija še ni bila potrjena, to pomeni, ni še nič uradno znano, vendar kako mi to doživljamo tukaj? Jaz mislim, da resnično moramo biti prisotni povsod, sicer to je malo dvorezen meč. Letos praznujemo 20. obletnico vstopa Slovenije v EU in na predstavništvu smo bili povsod. Mogoče smo dobili tudi, da smo bili preveč prisotni, nekateri pravijo, še vedno nismo bili dovolj prisotni, tako da resnično moramo priti v prave kanale, mogoče tudi na druge spletne kanale, tako da bomo prišli do vsakogar. In tu, kaj mi želimo narediti, da, naprimer, v petek se odpira nova telovadnica gimnazije Šiška iz sredstva za okrevanje in odpornost. In to je tako, ko se reče, ampak saj je sam telovadnica, zakaj boste tam? Je ravno zato, da tem dijakom povemo in izkoristimo možnost in priložnost komuniciranja tega dobrega Evropske unije, da ne bo EU v medijih in v srcih državljanov, točno samo takrat, ko je mogoče nekaj, kar ljudem ni všeč, pa je potrebno. Tako da upam, da bomo komunicirali še bolj in še na bolj raznolik način. Hvala lepa za enkrat. Gremo torej k našim gostom in gosti. Tema, kako bolje komunicirati EU. Najprej dr. Žiga Malek, raziskovalec na International Institute for Applied System Analysis. Če se čisto preprosto to pove, kako je to v Avstriji? To je že ena od tudi na biotehnični fakulteti delam, ja, še dodajam. Drugače v Avstriji morda ni najboljši primer, tam sem zdaj šele nekje od aprila spet, predtem sem pa na Nizozemskem, kjer so nekako se od nas pričakovali, da nisi samo, ne vem, za mizo pišeš članke, ampak moraš dejansko to komunicirati in znati komunicirati. Tako da, k temu še prideva. Jaz sem mislila sam izraz Institute for... Kako se v avstrijski nemško reče? Kako se to po slovensko? Po slovensko, mislim, da je Bil je raziskovalec iz? Mednarodni inštitut za uporabne aplikativne študije. Ne sliši se dobro slovensko. Tudi biotehniška fakulteta in član skupine Team Europe Direct. Boste povedali malo več o tem. Potem kolegica Alenka Arko, voditeljica in novinarka POP TV, pa profesor dr. Samo Uhan, sociolog, deluje na Fakulteti za družbene vede in pa Center za raziskovanje mnenja in množičnih komunikacij, in pa gospod Borut Jerman, ki pa vodi in je predsednik kulturno-izobraževalnega društva PINA. Hvala lepa vsem vam za vaš čas. Recimo, da začne z vami profesor Uhan, ampak samo zaradi tega, da recimo eno podlago temu postavimo. Najprej, kako vi, kot profesor, kot nekdo, ki se z raziskovanjem mnenja množic ukvarja, kako vi vidite, kako dobro gre Evropski uniji pri komuniciranju tega, kar dela in za kar se zavzema?
Hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Zelo zapleteno vprašanje. Seveda, ko sem se malce pripravljal na ta naš pogovor, so me prevevali tudi nekateri malo sentimentalni občutki, zato sem si nekaj sprintu, pa si bom dovolil zdaj pokazati. Prosim. Sem rekel, zelo verjetno domnevam, da poznate tole, ne, zakaj gre. Ne. Sam sem imel, tukaj je pač nek leaflet je bil, nek slogan, krovni slogan Slovenija doma v Evropi. Sam sem imel nekaj malega prsto zraven, avtor tega je seveda Stojan Pelko in spomnim se takrat, zgodovina je zdaj to, strašnih debat, kako pravzaprav oglaševati vstop Slovenije v Evropsko unijo. Marketingerji so bili že takrat strašno močni in bili smo bitko s tem, ker so nam raziskovalcem z akademskega prostora poskušali dopovedati, da se Evropa pač prodaja kot pralni prašek. Zatem so tržne strategije, poznamo merjenje teh strategij, učinkov in takrat smo se seveda začeli praskati po glavi. Kolega Vlado Meheljak, pronicljiv in provokativen, je rekel, že, veš, ampak Evropa ni imela starega očeta pri domobrancih. Kaj je hotel povedati s tem, se opravičujem. Hotel je pač povedati, da stvari niti najmanj niso enostavne, ko so vpletena čustva, ko moraš računati na projekcije, ki bodo izšle iz tega, kar boš počel in ko boš poskušal povedati, kaj pravzaprav ponujaš, ko hkrati zagovarjaš ali pa razlagaš, zakaj si se ravnokar poslovil od neke federacije, od nekega koncepta skupnega bivanja, ki, to je treba znati povedati, je dolga leta, ne glede na predznake, užival veliko legitimiteto. Se pravi, tisto, kar smo mi raziskovali od leta 1968 naprej, nikakor ni nakazovalo, da so imeli ljudje v začetku idejo, da se mora na koncu slabo končati in da tudi znamo povedati, kdo in zakaj in kdaj bo kaj naredil. Se pravi, zgodilo se je razmeroma hitro. Potem je nastal ta slogan Slovenija doma v Evropi iz premisleka, ne, kaj naj Evropa v prihodnosti vsem nam pomeni. Ne. Nič odrekanja, ne, tistemu, kar nas dela pač identitetno vprašanje, ne, ali Slovence, ali kozmopolita, ali državljane Evrope, državljane sveta, kakorkoli, se pravi, ostane pravica do izbire. To je tisto, česar danes nimamo več zaradi iredentistov in identitetnih gibanj, ne, ker ne želijo, da karkoli izbirajo, ampak nam vsiljujejo koncepte, ki so edino pravi koncepti. Pravi Slovenec, pravi Madžar. Ne. Se pravi, pravica do izbire je bila v izhodišču našega razmisleka, da ostane. Nič ne zgubiš, samo še nekaj pridobiš. Doma v Evropi je pač asociacija na to, da se v neki širši skupnosti, ne, ki ni v izhodišču tvoja, dobro počutiš, ne, na enakopravni ravni. Mislim, da se je danes zaradi stvari, o katerih mislim, da se bomo še malce v nadaljevanju pogovarjali, da ne bom predolg, da so se stvari na tej točki usodno prelomile in zdaj vržem neko provokativno tezo. Razkroj koncepta Evrope se, mislim, da končal žal na točki, ko bi se pravzaprav moral začeti. To je bil z padcem Berlinskega zidu, ne da bi obžaloval ta zid, ne, Berlinski zid, pač pa s poslovitvijo od ideje Evrope, ki temelji na nekem solidarnem, če hočete tudi socialnem modelu, ko se je pač začelo, potem, ko ni bilo več strahu ali pa varovalke vzhodnega bloka, s katerim naj bi Evropa tekmovala, takrat pade socialistični blok in se je začel brutalno že takrat uveljavljati ta neoliberalni model, ki je v nadaljevanju vseh teh letih do danes se trudil z razkrojem socialne države in pa posledično usodnim krčenjem srednjega razreda v Evropi. Empirično imamo dokaze za to, kar seveda pomeni, da imate vi opravka z upadom deleža prebivalcev, ki so sicer nosilci emancipatornih vrednot.
najbolj naprednih idej v družbi. To se je in se še vedno dogaja na precej radikalen način in tu bom potem končal, pa bomo se, mislim, da kasneje malce navezali. Velja, Okay. hvala. Dr. Žiga Malek, dajva najprej samo razčistiti. Vi ste bili rekrutirani za Team Europe Direct. Kaj je vaša naloga? Čisto za tiste, ki morda ne vedo in nas spremljajo tudi preko prenosa na Facebook strani predstavništva in STA v živo. Zakaj vas imamo? Gre za skupino, neko mrežo strokovnjakov, nisem zdaj samo jaz, to tudi z področja prava, bolj gospodarskih tem, jaz pa pokrivam nekako okolje oziroma zeleni prehod, trajnostni razvoj in morda lahko gospa Jukir še bolj pove, zakaj so me rekrutirali, ampak pač jaz sem bil, mislim, da sem kar znal komunicirati določene okoljske teme in so mislim, da prepoznali, da bi koristil. Zdaj, jaz sem ubral malo drugačen pristop, nisem nekaj hotel skozi govoriti, kako je Evropa nujna za to okolje, pa da so vse te zelene stvari dobre, ampak sem želel pokazati, zakaj mi kot Evropejci, zakaj moramo nekaj narediti, kako mi kot Evropejci še posebej vplivamo na ekosisteme, vodne vire, izpuste toplogrednih plinov, pogosto tudi na degradacijo okoljsko na drugih koncih sveta. In to sem je želel povedati, ker ravno s tem sem hotel poudariti, kako nujno je, da nekaj naredimo in da meni in 99% ostalim znanstvenikom z mojega področja neke okoljske znanosti bi rekel, da so te okoljske politike še premile, da so zelo razrečene, skoraj homeopatske, bi lahko rekel. Zato jaz nisem razumel tega odpora proti temu, kar je mogoče le odstotek tega, kar si mi želimo, pa je bil še to tako odporno. Tako da jaz v bistvu hodim po Sloveniji, dosti je podvisno, s čim se ukvarjam. Včasih sem bil recimo na gimnaziji Murski Soboti, ker smo želeli pokazati točno zakaj je to nujno. Tudi recimo zelo plastično povedano, študenti, ki so bili tam mladi, dijaki se niso zavedali, da ta enotni polnilec, ki ga imamo, da je to recimo Evropa in priskrbela in se mi je fajno zdelo, da lahko si sposodi od soseda zdaj polnilec, ker sem bil jaz mlajši, imel vsak drugačen polnilec in si bil cel dan brez telefona potem. Potem sem bil recimo tudi v Ravnah na Koroškem, Mariboru in tako naprej, v Velenju, grem pogosto na kraje, kamor ta okrogla miza je fajn, ampak ne grejo vsi take kraje po Sloveniji in mislim, da so bili kar dosti hvaležni, ker vidijo stvari še malo z drugega zornega kota, malo bolj skušam prikazati, kaj dejansko imajo tega v smislu okolja, čistega zraka, vode in tako naprej. No, ampak kako kot znanstvenik to opazujete recimo in gledate tiste, ki se ukvarjajo s komuniciranjem teh tem po službeni dolžnosti, ko pridejo v službo, kako bomo to v narekovaju prodajali kot pralni prašek, kar je omenil profesor Uhan, kaj opazite? Kaj jim gre dobro od rok, kaj bi mogoče se dalo bolje? Jaz bi rekel, da gre nasprotnikom zelo dobro od rok. Nasprotnikom zelenega prehoda, vseh teh, česar nimajo najrajši, so zelo učinkoviti, imajo preprosta sporočila, pogosto izberejo eno statistiko, en podatek, pa ga pokažejo, recimo, da uvozimo 20 milijard sončnih panelov z Kitajske in da oni največ profitirajo od našega zelenega prehoda. Ampak takoj pod vprašanje, imajo preproste rešitve, ampak konec koncev je tudi preprosto, lejte, Evropa je za vas naredila enotni polnilec. Kaj druga stran pol ne zna na tak preprost pa enostaven način povedati? Mislim, da se premalo to res poudarja, mogoče premalo glasno, ker tudi to, da jaz ne vem, koliko Evropa poudarja, da je ta enotni polnilec, pa da imamo mnogo enih enostavnih stvari, ki ne le, da so nam očistili okolje, ampak so nam dejansko izboljšali življenje. Recimo, ko govorimo o izolaciji hiš, dejansko bi se mogli mogoče bolj poudarjati, da gre tu za udobje, da ti ne piha več, da te ne zebe doma, da ne moreš rabiti, da ne nosiš deke doma cel dneve. Se pravi, če bi se mogoče to poudarjalo, ker druga stvar ravno to poudarja, da gre se za udobje, da zato imamo velike avte, ki so udobni, da zato imamo velike hiše, ki so udobni in mislim, da bi tukaj bilo lahko podobno. Recimo, Američani so zelo dobri v tem, ta njihov Green New Deal se imenuje Inflation Reduction Act. Ljudje so se bali inflacije, pa so rekli, prav, to bo, rešili bomo inflacijo. Če pa je noter bilo potem to največje subvencije za trajnostne tehnologije vseh časov. Pa ni ene besede zeleno, trajnost, okolje noter. Medtem, ko pri nas govorimo o New Green Deal in mislim, da je nasprotnikom veliko lažje pokazati, ne gre se jim za ljudi, gre se jim za naravo, za metulje, črve in tako naprej. Medtem, tam je pa dejansko so rekli, za nas gre se nam za tega average joya, ker
on trpi zaradi inflacije in zato bomo zgradili sončne celice po celih ZDA. Ne. Tako da mogoče bi mogli res podarjati te benefite preko tega okolja. No. Ob tem se spomnim tudi komuniciranja okrog spolne enakosti, pa podjetja, pa kolikšen odstotek žensk je na vodstvenih položajih, je bil ta prehod od imamo ne vem, toliko pa toliko moških, še toliko in toliko žensk, in so obrnili v biznis svetu na kako so podjetja bolj, ne vem, boljša pri svojem poslovanju, boljše rezultate dosegajo. Tako da dobra poanta. Kolegica Alenka Arko, mediji, kako pa iz vidika medijev, torej tistih, ki so jim recimo ta sporočila namenjena ali pa se upa, da bodo to razširili po svojih mrežah, ker eno so okrogle mize, ki jih, ne vem, nekaj 10 ali pa morda 100 ljudi spremlja. Prenos preko spleta, ki ga bo morda videlo nekaj 100, morda 1000 ljudi. Ampak drugo je pa potem doseg ene televizije, kot je Pop TV, ki jo vsak večer, ne vem, 24 ur ali pa večerne oddaje ali pa konec koncev. Absolutno, vodilna in najbolj gledana medijska hiša, ki zajame največji kos ljudi, ki gledajo televizijo. Kako pa vi gledate na to? Mogoče bi začela z eno anekdoto, ki mi je prišla zdaj na misel, ko gledam to, kar si omenila, ne? Da nekaj 10 ljudi pride tole bolečo praznino. Tukaj sem se spomnila na eno staro anekdoto enega dramatika, ki so mu prvo dramo uprizorili in je bilo gledališče prazno in potem je poslal vsem prijateljem stopnice in dopisal: vzemite s seboj pištolo, kraj je precej osamljen. Tako da bi rekla... Ampak nas je veliko prek spleta. To so zdaj novi modeli, ne gre soditi samo... Ja. Okay. Zdi se mi, recimo, da odpreš anekdoto, ne, ali pa to je tudi nek način, ne, da mogoče pritegneš pozornost. Ne. To sem zato hotela potem navezati na to, da predvsem moraš pritegniti pozornost, ko poročaš o Evropski uniji, ne, kar je pa seveda izjemno zahtevno vprašanje. Ne. Zdaj, treba je vedeti, da teme, ki so povezane z Evropsko unijo, da so veljale, ne, morda še zdaj veljajo na nek način za nekaj, kar se reče rating killer. Ne. To pomeni, da je velika možnost, ko boš imel ta prispevek v newsu, da bo gledalec morda preklopil. Ne. To je pa največja bojazen, saj razumljivo, ne, ker mi živimo od gledanosti, največja bojazen vseh urednikov in jaz jih prav čutim. Zdaj sem hodila, sem spet začela, ne, iz Strasbourga in prav sem videla, kako so mi na začetku dali 1 minuto, pa je bilo kar v redu, pa sem pol na koncu že skoraj imela 2 minuti že, ne. Se pravi, da ste znali humor. Ja, skratka, zdaj, če povsem praktično, ne, kako jaz razmišljam, fino je gledalca presenetiti vedno z nečem, vsaj na začetku. Ne. Pomembna je prav gotovo naracija, ne. Pomembna je dramaturgija, tudi če je 1 minuto. Ne. Je treba ene punchline, moraš imeti to teži znotraj prispevka. Zdaj včasih rata v redu, včasih manj. Ne. Ampak prav gotovo zelo je treba paziti. Ne. Kolegi, ki to spremljajo, fantastični so, vse vejo. Jaz pa ne vem toliko, ker sem zdaj recimo se spet malo bolj začela ukvarjati s tem in pa ne bom rekla, da je to birokračina, ampak včasih pač te dokumenti, ki so, ne, recimo, ki nastajajo Jaz sem se tudi pogovarjala, ker sem delala oddajo pred volitvami z Walter Mavrič, je en pač direktor direktorata prevajalcev, ne, Evropskega parlamenta, da se trudijo, ne, malo bolj po človeško povedati, ne, čeprav še vedno se mi zdi, da obstaja ena želja biti malo pameten, no, tako bom rekla tudi v dokumentih, ker si pol imaš neko nadpozicijo, ne. In tle je ta past, ne, da če ti samo prevajaš te dokumente, ne, da to je hitro dolgočasen in gledalec dejansko lahko obrne. Ne. In zdaj recimo, ne, komuniciranje stvari, kot je zeleni prehod in tako, se mi zdi, da so to teme, ki lahko povzročijo, bi rekla, akutno zehanje, ne, odpor, ne, kaj pa to govorijo. Ne. In tako da včasih je v redu, če se že izogneš morda tem ključnim besedam, ne, da nam je zeleni nekaj opisno poveš, ne, se malo potrudiš pa en cel stavek pove, zakaj sploh gre. Ne.
In ja, jaz se strinjam, taki mali primeri, ne, to je fantastično. Ne. In tudi s tem se strinjam, da bi rekla, tisti, ki želijo, ne bom zdaj rekla rušiti, ne, ampak ki prav gotovo nimajo, bi rekla, dobrih namenov, ne, okrog EU so veliko bolj spretni. Ne. Kaj lahko naredi, ne, če se spomnimo predvolilne kampanje, ena zgodbica o tem, da za uvoz zelja potrebuješ 40.000 dokumentov. Ne. Kaj to pomeni? Ne? Mislim, da je to nekdo lansiral in zdaj, da bi pa to vrnili, ne, je pa veliko bolj zapletene. Tako bom rekla, včasih se mi zdi, da tudi, recimo, če lahko, no, še, ker sem gledala to kampanjo v Ameriki, ne, Trump in njegovi so šli s preprostimi lažmi ali karkoli, se ni važno, ne. Druga stran pa je govorila velike besede, ne. Demokracija, človekove pravice in tako bom rekla, bla, bla, ne. Ja, je zdaj to postalo, ne. Kar je po mojem mnenju nevaren zaradi dveh stvari, ne. Zato, ker je to pač ne pomeni nič, ne, in na nek način potem tudi sami pojmi na ta način izgubljajo vsebino in pomen, ne. Ker če to nič ne pomeni, ne. No, se lahko še kaj potem, ne. Ja, ampak tako, pod črto, ko recimo, ne vem, Alenka Arko s svojim urednikom in urednicam, jaz bi pa glede Evropske unije nekaj imela, kaj je tisto, kar prej rečejo ja, kaj pa je tisto, a lahko nehaš? Ja, se mi kar dosti zaupajo, ampak si pravim, na začetku je bilo minutko nared pa karkoli že, ne, zdaj pa se lahko tudi malo bolj vsebinsko in tako. In jaz se pač trudim, zdaj treba vedeti, to so ure in ure tam se dogaja v parlamentu, ne. Tem je ogromen, ne. Zdaj, kaj boš ti izbral, je tudi, zdaj, če gre za stvar, ki je zanimiva, kot je za vse, ne, recimo, ki je intrigantna, kot je bilo zaslišanje komisarskih kandidatov, Marte Kos, ne, to je, bi rekla, To se da easy prodati. to je easy, ne. Easy, ostalo je pa veliko težje, ne. Zdaj v tem smislu, en najbolj uspešnih novinarjev, ki je pokrival Evropsko unijo, vemo, kdo bil, ne? Boris Johnson. Ne? Ja. In seveda, jaz sem šla enkrat prav gledat, ne? Te njegove, kaj je on pisal in so analizirali. To je bilo, bi rekla, 80% izmišljenih stvari. Ne? Ampak, in sem tudi gledala oddajo, te njegovi uredniki, to so vsi neki ugledni gospodje iz Oxforda, Cambridge, njegovi kolegi, ne? So bili blazno zadovoljni, ne, ker se je pa to brali, ne. Ampak seveda to ni prav, ne gre, ne. Zdaj, gre pa lažje. Treba je poiskati, po mojem, isti način, ampak te male zgodbice potegniti, ampak da niso škodljive, bi rekla, in ja, kaj je koristnega v teh, kar EU dela za ljudi, ne vem, vsak dan, ko grejo v trgovino, ko, ne vem, priklopijo kabel nekam in tako dalje. Borut Jerman, kaj pa z vidika nekoga, ki vodi veliko organizacijo, ki je nevladna, ki sodeluje v veliko, bom rekla, čisto na kratko, z Evropsko unijo ali pa vpleten v mnogo evropskih projektov. Z vašega vidika komuniciranja EU tem, ob kaj se spotaknete, kaj opaste pri svojem delu? Jaz bi tudi začel morda z provokacijo, ne? V bistvu jaz na terenu opažam, da je bila Evropska unija celo predobra pri komuniciranju Evropske unije, v smislu, da so postale določene teme oziroma določeni ukrepi precej samoumevni. Prej je gospa Juger še omenila otvoritev telovadnice. Ne? Pač mislim, da se na dnevni ravni v Sloveniji, v naših številnih občinah odpirajo razne ceste, pločniki, kolesarske poti, vse podprte z sredstvi Evropske unije. Ampak jaz mislim, da za navadnega državljana in državljanko je ta zastava, ta napis naložba v vašo prihodnost oziroma podprto strani Evropske unije postalo samoumevno, ker verjetno bo tudi ob telovadnici, ne vem, govoril župan, sklepam, ali nekdo s predstavnik vlade in pač ne bo veliko poudarjal enega dejstva. Brez Evropske unije te telovadnice ne bi bilo. Ljudje se morda, zato ker je bila Evropska unija vsaj delno uspešna pri velikih projektih, zaradi katerih je nastala, torej neka gospodarska stabilnost in ne smemo pozabiti, mir, bila toliko uspešna in toliko časa je minilo, da smo ljudje enostavno pozabili, da je pač to tudi zaradi tega, da smo bili v enem trenutku kot civilizacija uspešni se dogovoriti vsaj nekih osnovnih zadev.
In pač danes ljudje enostavno prezrejo to, ker jaz nisem še slišal župana, ki bi rekel, otvarjam ta pločnik, ki ga ne bi, če ne bi bilo Evropske unije. Ga otvarja zato, ker je on bil izvoljen in nagovarja volilce, da bo to ponovno se zgodilo. In mi, kaj skušamo narediti na Pini? V bistvu komuniciranje ne gledamo skozi namen, ker mislim, da pač vsi, ki smo študirali tudi teorijo komuniciranja, pač vemo, da se vrednoti na učinek komuniciranja. Torej, če mi povemo eno stvar in želimo doseči nek učinek in se ta učinek ne doseže, ne pomaga 100-krat ponoviti isto frazo. Tako da v bistvu imamo pač prav steber informiranja na Pini in se ukvarjamo s tem, kako učinkovito komunicirati. In vidimo, da tle žal razum je samo majhen del tega. Da ravno prej dr. Han je dal primerjavo pralnega stroja, pomivalnega stroja. Pač propaganda, reklama igra na čustva, igra na to, da če ne boš imel tega pralnega stroja, ne boš tako dišal kot tvoj sosed in ne boš tako privlačen za potencialne partnerje. In to se dogaja tudi danes v političnem diskurzu. In pri tem so žal seveda populistični diskurzi dosti bolj uspešni. Kar skušamo početi je to, da skušamo približati komplicirane in dolgočasne teme na nek človeški nivo. In ne vem, tudi za serijo Cafe Evropa, ki imamo na točki Europe Direct, se pogovarjamo z ljudmi, ki so jim bolj ali manj blizu evropske teme, ampak se pogovarjamo z ljudmi v človeških zadevah. Ker dejstvo pa je, da vsi, ki smo tukaj, verjetno, in tudi tisti, ki ste na spletu, ali živimo zaradi Evrope, ali živimo za Evropo, ampak smo bolj kot ne povezani z tem sektorjem in bolj kot ne razumemo. Ampak se moramo zavedati, da dosti ljudi pač ni tako navezanih, pa povezanih s tem in ne razume, kaj so evropski programi, kaj je načrt za okrevanje in odpornost, kaj je Horizon, kaj je Erasmus. In samo z lepljenjem zastav in ponavljanjem istih fraz ne bomo dosegli učinka. Radovedna sem vaš pogled, kako so se zahteve po komuniciranju projektov spreminjale skozi leta. Jaz sem kakšnih slabih 15 let vključena ali pa sodelovala v različnih nacionalnih in evropskih projektih. Kar sem opazila pri evropskih in seveda to potem se prelije na nacionalno raven, je, da se je veliko večji poudarek ali pa eksplicitno zapisalo, kako boste, ne vem, diseminirali to in ono. Vi ste zdaj veliko dlje v vseh teh projektih, kakšne razlike ste opažali skozi leta v tem pogledu? Mislim, definitivno so razlike, tudi v bistvu navodilih za komuniciranje programov oziroma financiranja z Evropsko unijo, ampak moje mnenje je, da je to ravno odziv oziroma spremembe so na odziv priznanja, da nekaj ne funkcionira, da v bistvu željen učinek ni dosežen. Torej ljudje niso bolj obveščeni o tem ali pa še hujše je porast nekega evroskepticizma. Ampak jaz mislim, da to, da pač treba, ne vem, predpišejo večje logotipe ali pa poenotijo logotipe projektov, da ne smejo biti pač samo svoji, ampak morajo biti skladni z vsi enaki, samo napis projekta in take stvari, ali pa pač poudarjati to, da mora na vsakem najmanjšem materialu biti ta logo, sigurno je pomembno. Ki mora biti desno spodaj, recimo. Tako, in pač to je, se mi zdi, odgovor na to, da ni učinka, ampak mislim, da je instrument napačen. Mislim, tle isto, kot če se navežem na temo okoljskih sprememb. Pač, ne vem, dr. Lučka Kajfeš-Bogataj, se veliko pogovarjamo z njo, ko se srečamo in pač ona vedno reče, znanost, podatki o klimatskih spremembah so tukaj že več kot 30 let. Znanstveniki, znanost dokaže, da kaj se bo zgodilo in se že dogaja, ampak to ne sproži učinka v ljudeh. Zakaj? Ker ljudje tega ne čutijo. Ker govoriti o zelenem prehodu in reči, mi moramo to narediti zato, da čez 200 let ne bo katastrofa, ni isto kot reči, ko bomo mi zdaj šli iz fosilnih goriv, bomo zaprli tovarno in tam 200 ljudi ostalo brez službe, to zaboli v trebuhu. In pač tle treba se naučiti komunicirati na način, da skupaj kot družba, pač jaz, prej si omenila solidarnost, pač skupaj kot družba moramo to solidarnostno obravnavati. Ampak tle pač nima smisla
mislim, zdaj bom spet zašel v filozofijo, ampak kako bomo to počeli v sistemu, ki temelji na ekonomski paradigmi, ki temelji na konstantni rasti. Mislim, stvari so tako prepletene, da ne moremo. Ne smemo pa pozabiti, da je tudi zeleni prehod bil pač ključni pojem v prejšnji sestavi Evropske komisije. Če tudi je predsednica enaka, ampak v njenem govoru je pač trenutno se poudarja konkurenčnost, ki je pač moramo tudi mi razumeti, kako ta dva pojma spojiti. Jaz verjamem, da gospa von der Leyen ni pozabila na zeleni dogovor, ampak ja, še večji izziv je, kako ta dva pojma združiti, kako resnično delovati konkurenčno napram drugih kontinentih, ki se morda malo manj zavedajo ali pa imajo celo še manj ukomponirane okoljske ukrepe v zakonodajo in tako dalje. Zdaj, sam tako, če želi kdo vmes vskočiti ali pa ima kakšno mnenje, se mi zdi, Alenka, da Če bom pozabila, ja, da beseda, ki je zdaj ključna, je realistično, ne? Ko se govori o tem, ne? In to je po mojem, in to se kup, ne? Tudi jaz vidim recimo uredniki pri nas, ne? Ljudje, ki pač novinarji in tako naprej. Ti razumeš to, da avtomobilska industrija v Nemčiji odpušča delavce, da to vpliva na nas, ne? Kar sem hotela reči, da seveda je to težko in bi bilo super, ampak kontekst, ne? Zdaj, če ti govoriš o tem, kako bojo oni odpustili toliko in toliko delavcev, ker je kriva Kitajska, pa zeleni prehod, pa ukinjanje teh motorjev na notranje izgorje in tako naprej. Potem pa na koncu je pa, to sem prav gledala en prispevek, imeli so lani samo 18 milijard evrov dobička, ne? Prosim, ne, mislim, ja, ne, tega pa to je pa naravno stanje stvari, ne? S tem se konča, namesto da bi se tukaj začeli. In če bi nasplošno, ne, morda malo obrnili, ne, to naracijo, bi se že po mojem zelo, zelo poznali, ne? Ker to je samo en tak primer, jih je pa veliko na ta način. Ne? Ker se ne samo zeleni prehod, tudi na temo migracij se pojavlja veliko dezinformacij ali pa nočemo jih, po drugi strani pa sem se glih pred dnevi vrnila iz Združenih držav, kjer je bila seveda ta kampanja vsaj z ene strani zelo intenzivna, ne? Potem pa sem vsak dan hodila mimo enega parka, kjer so otročke pazile bodisi latinoameričanke, bodisi afroameričanke, bodisi azijatke, ne? Sam za vikend so bili pa očetje z njimi, ne? Ampak profesor Uhan, Center za raziskovanje in množičnih komunikacij in občinstva. Zdaj, če smo začela s tistim, ljudje sam mislili, da bo šli na eno stopnjo više, ampak da bo boljš, a se v teh zdaj 20 letih, ki so minila, pa različne raziskave, ki ste jih na temo EU delali, percepcija ljudi, kaj vidijo, da manjka, pa se potem da videti, kje bi bilo treba komuniciranje ukrepiti ali predrugačiti. Kakšne razlike ste v tem pogledu opažali? Torej, redno merimo, večkrat na leto včasih, ampak te prestižne raziskave se odvijajo tako ciklično na 2 leti. In zdaj, če si ogledujemo samo številke, potem smo na varni strani, bi rekli, smo mirni. Zdaj, pred sabo imam slovenske podatke, sveže. Številke so boljše kot pred referendumom, bi rekel, ker približno 2/3 prebivalcev Republike Slovenije, državljanov, pravi, da je čisto v redu, da smo članica EU-ja, in če bi se referendum ponavljal, potem bi sprejeli enako odločitev in s tem naj bi bili mi zadovoljni. Ne. In sicer zakaj ne? Gre za neko inertnost, neko prepričanje, da smo pravzaprav v Evropo zajadrali zato, ker želimo boljše živeti, in prav je, nekako boljše živimo, tudi prispevamo k temu. Ampak vidimo pa, da se zadeve lomijo na točki, ne slišimo radi izraza ideologije, ampak prestižnih ideoloških stvari. Tam tiste, ki domnevno nič ne prinašajo, ne, k boljši kakovosti življenja. Jaz bi zdaj eno zopet provokativno navrgel, ne, v zadevi enostavnega komuniciranja, ne. Mi smo se v prvem mandatu Trumpovem, pa zdaj se bomo zopet naposlušali teh preprostih resnic, ki nas tako iritirajo, ne. Ampak eno je
izvrgel čisto na začetku in je rekel America first, ne? Se pravi najprej Amerika. S tem je napovedal strateški premik v odnosu do sveta. Amerika se je trudila leta in leta izvažati demokracijo bolj ali manj uspešno. Trump je pa rekel, mene demokracija sploh ne zanima. Kaj je že to demokracija? Mene zanimajo interesi Amerike. Kaj pa, če bi Evropska unija in politična elita Evropske unije izvrgla in za njim tudi stala parolo najprej Evropa. To bi bila pa subverzivna provokacija, se pravi neko redefiniranje tega, kar je rekel Trump za Ameriko, ker če pa rečeš najprej Evropa, imaš pa težave, ker moraš potem ponovno redefinirati in tukaj bi nastala priložnost tega, kaj nam vsem naj Evropa pomeni. Če jaz rečem najprej Evropa, potem ima Orban težave s svojim pojasnjevanjem, pa ima Melonijeva, pa ima Le Penova in tako naprej. Ker najprej Evropa, to je tisto, kar ne radi slišijo, ne? Ker pod to parolo bi pomenilo, ne, da hranimo evropske birokrate, da se zavzemamo za bizarne ideje, kot je LGTB in tako naprej. Ampak Evropa je zgodovinsko gledana bila pač nosilka teh zelo progresivnih idej, pa gremo od pravzaprav Rima ali pa Grčije ali pa razsvetljenstva naprej, ne, in kot da se na nek način sramuje, ne, te progresivnosti in jo tudi težko nekako zagovarja. Ne. Vedno se poudarja, sej veste, da boljše živite, ampak tukaj je toliko majhnih zgodbic, ki v nekem novinarskem žanru, ki je najbolj popularen, prevladajo nad tem, kar je res. Ne. Tako da bi mogoče tukaj bila neka redefinicija in ne podcenjevanje tem, ki so ljudem tudi pomembne, ne, čeprav ne prinašajo ali pa odnašajo denarja in s temi, žal moram reči, migracijami, ne, ta igra ni bila dobro odigrana. Ne. Pomislite že samo na poimenovanje. Ne. Mi govorimo o migrantih v Evropi, ampak slovenščina ima en lep prevod. Ne. To so selitve, ne, ki imajo neko zgodovinsko legitimiteto in se jih da tudi narativno dobro opravičiti. Ne. Migrant je pridobil negativen kontekst tudi na način, kot ga politika rabi, ker je vedno v ozadju kalkulacija. In potem tisti, ki bi moral najprej, ne, imam v mislih predsednico oziroma von der Leyenovo, ne, v napadu Melonijeve, ne, zmrzne, ne, in ne oponira, jo ne prepričuje o nasprotnem, ker izhajamo iz napačne predpostavke, dajmo jim še malo popustiti, če ne nam bodo še bolj na glavo zrasli. Ne. Nasprotno, napačno. Ta mic po mic, ne, odmikanje, ne, to nezavzemanje, strastno za ideje, ki so pravzaprav, kaj naj rečem, najbolj plemenite ideje v tem zmešanem svetu, ne, na koncu se jih politika, zato ker ne prinaša kratkoročnih koristi, otepa, ne, in jih ne zaupa, kot da jim sami ne zaupamo. Še en trenutek, tisto, kar je tudi opaziti, pač mi smo pač akademiki, raziskovalci, ne, in tu pa tam kdo tudi posluša in zdaj že nekaj časa opozarjamo na ta kognitivni razkorak med javnim mnenjem in politično elito. Ne. Sam sem se ravno kar vrnil, zato sem takrat rekel, da ne vem, če bom uspel, ampak se je šlo z konference, kjer bomo drugo leto lansirali raziskavo European Value Study, evropska raziskava vrednot, ki se dela na 10 let. Ne. In smo se pogovarjali z nemškimi kolegi, ki pravijo, da imajo hude težave, ker javno mnenje nemške, pač Nemcev ni popolnoma sinhronizirano ali pa sploh ni sinhronizirano pri nekaterih vprašanjih, ki zadevajo pomembne teme. Odnos do tega, kar se počne v Gazi, kar spremljamo v Ukrajini, tudi zelenega prehoda. Ne. Ko je nekako javno mnenje bolj reflektirano, kritično tudi, ampak ne nujno mnenje, ki zavrača pobude ali pa karkoli. Ne. Največji ta razkorak je ravno do dogodkov v Gazi, kjer pomemben delež mladih v Nemčiji
torej ne podpira dikcije, ki jo zagovarja tako nemška vlada, kratkotrajno še pred nami, in tudi tisto, kar pravzaprav Evropa zagovarja. Sam moram, ker ste rekli, če imam kako anekdoto iz predavalnice, ne, čisto svežo, nekaj 14 dni nazaj. Ne. To, kar se je zgodilo na nogometnem dogodku, spopad navijačev izraelskih v Amsterdamu, je bilo za študente, ki niso apatični, to moram povedati, ki niso indiferentni, samo drugačen narativ imajo, potem, kar so mi povedali v predavalnici, čisto navadno intelektualno podcenjevanje. Ne. Vsi mediji, vključno slovenskimi, se opravičujem, če kaj nisem zasledil, ne, ampak tudi Nacionalka je prevzela neko zelo enostavno dikcijo, da je šlo za antisemitski izpad, ne, kar je napačno. Ne. Iz vrha evropske politične elite nismo naleteli niti na poskus kontekstualizacije dogodka. Ne. In študenti so bili, to vam lahko povem, naravnost prizadeti, ne, ob tem, kar je bilo poročano. Vi morate vedeti, ne, da ta študentska populacija je aktivna na socialnih omrežjih, informacije okrožje. Zdaj ta razkorak, ne, med nekim uradnim diskurzom, ne, ki ima seveda neka zgodovinska utemeljitve, ne, kakorkoli, nismo vsi enako participirali, ne, pri zgodbah, ki rabijo zgodovinske utemeljitve, ne, je za en del populacije, in to najbolj prodorne populacije, intelektualno vibrantne, enostavno žaljiv. Ne. In se mi zdi, da se nihče zares o tem ne sprašuje na način, ki bi prinašal spremembe. In potem se seveda čudimo, če naletimo na nek cinizem, ne, ko govorimo o Evropi, o vprašanjih. Ne. Pa ne želim podcenjevati sploh ne, vseh teh vprašanj, ki prinašajo višjo blaginjo, ne, boljše življenje. Ampak tudi tu se odrekamo modelom, ki so zgodovinsko dokazano uspešni. Ne. Včasih smo govorili, predavali celo na FDV-ju o uspehu welfare state, ne, modela blaginje. In to je že v tem diskurzu skoraj da že bogokletno, ne, ker takoj dobiš znak. Doktor Malek, a je ta diskurs, vi ste delovali tudi v tujini, Dunaj, Amsterdam, ne, in zdaj Ljubljana spet nazaj, a je ta razkorak tudi v tujini tolikšen viden, ko gre, ne vem, konec koncev ste imeli stike, bil ste študent tam in imeli stike z drugimi študenti, in ko gre za kako konkretno ali pa na kakšne načine se lotevajo komuniciranja tem strategij, prioritet. Ja, jaz sem v nekako srečo, da sem bil v tujini, preden se je začel in ta migrantski val, ali kolikor rečemo, in COVID in ruska vojna, tako da nekako sem bil v nekih čist drugih časih, je popolnoma neprimerljivo. To je pa zato pomembno, ker v tistih časih sem bil še zmeraj nek migrant iz juga. Ne. Zdaj so migranti drugi, mi smo pa zdaj ekspati, tudi Slovenci. To se je spremenilo v zadnjih 8 letih, da sem jaz od tega, da ja, mi je nekdo rekel, z juga ste, sej imate pa saj lepe ženske, sem prišel do nekega tega, da sem enakovreden sogovornik. In to je res, ne. Sem opazil to spremembo, kako se obnašajo do mene, recimo, tudi v tujih medijih se to opase. Vem, koliko sem šel na Nizozemsko, je bil nek zemljevid v nekem časopisu tam, kako na jugu samo se sončamo, pa so označene Španija, Italija, Slovenija, na severu pa delajo trdo in subvencionirajo to naše sončanje. Ne. In to je potem zdaj malo zginilo, tako da zdaj je nek zunanji sovražnik, tako da to sem opazil. Je pa bilo nekako, bi rekel, drugače v tujini to, da nekih obskurnih idej, saj na nekih osrednjih medijih ni bilo, ali pa če se nekdo ni enkrat izkazal, ga niso več vabili, a ne, recimo v osrednje medije. Pri nas pa vidimo, saj recimo z okoljskega stališča, pa tudi druget, da ljudje, ki so nam recimo zakuhali ali termoelektrarno ali pa so kakršnokoli drugo vprašljivo odločitev sprejeli, recimo glede bojlerov ali pa česa, jih še zmeraj vabijo na okrogle mize mediji, pa jih vprašajo, ja, glede železnic, kako bo je to trajnostno. In to se meni tako malo zdi, ker prevečkrat se da v Sloveniji tem ljudem, bi rekel, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto možnost, premalkrat se jim pa stavi nek računa. Ne. Zdaj, kako ti vi lahko to trdite, če pa ste pa podprli to največjo zgrešeno investicijo, ki bo plačevali zdaj mi vsi, pa naši vnuki, pa tako naprej. Ne. In v tujini tega ni bilo. Nekako se je vedno
se je skrbeli, da če nekdo naredi napako, okay, mislim napako, to so namerne zadeve, niso napake. Druga zadeva pa je, da se je nekako, vsaj bi jaz bi rekel, akademska sfera, saj na okoljskem vidiku malo bolj aktivna. Zdaj, če smem en primer dati, tako na Nizozemskem, Belgiji, Nemčiji, tudi v Veliki Britaniji so akademiki sami pozvali vlade, dajte nekaj narediti glede bolj zdrave prehrane v bolnicah, šolah, javnih ustanovah in poskrbeti, da bodo prebivalci jedli bolj zdravo, ker je to košta nas milijarde, tako okoljskih stroškov, kot tudi zdravstvenih stroškov. Pri nas je pa nekako vlada s tem sama prišla, zaradi ne vem, česa točno, morda osebnih interesov vodilnih, pa sem opazil neko tišino iz akademske sfere. Ne. Tudi sem pa opazil, so meni rekli, kaj se izpostavljaš, pa zdaj si v Ljubljani. In se mi je malo čudno zdelo, da pri nas nekako akademska sfera ni taka prišla naprej, ker bi mogla biti neka bolj proaktivna, pa bolj opozarjati na ne samo na neke krivice v nekem gospodarskem ali pa socialnem področju, ampak tudi na okoljskem. Tega je bilo v tujini precej več, že 10 let nazaj. Prej so vsi govorili, noben takrat besede volk sploh še bilo ni, recimo, pa tako naprej. Ne. Tako je tudi ta velika razlika. No. Tudi novinarji so enkrat rekli, lani sem, mislim, da dal tri intervjuje in sem rekel, a lahko kontaktirate to osebo, to pa so rekli, ne, noben se noče izpostaviti, pa vi to tako lepo opremite s podatki. Meni se je to zdelo grozno, ne, kako pa, če ne s podatki. Lenka, kako velik problem je to, ko veš, da imaš nekaj relevantnega sogovornika in bi želel z njim govoriti, pa prideš do tega, da recimo noče nastopati ali pa prepogosto se ne želijo izpostavljati, ali pa na drugi strani tudi jaz pogosto opažam, da imajo težave stopiti pred mikrofon, recimo. Če lahko sam še na te stvari na Amsterdam, ker to je šlo na medije. Jaz bi samo res rada rekla, da se mi zdi to grozen zdrs. Novinarstva pri nas, kako je bilo poročan, da se brez refleksije da Netanjahuja izjavo, ki primerja te dogodke v Amsterdamu s kristalno nočjo in tako naprej. Ne. Mislim, grozen, res. To je, tako da razumem ta ogorčenje študentov. Ne. Verjetno je pa del mladih, ki pa jih to na drug način radikalizira. Ne. Ampak dobro. Ok, lahko bi še kaj povedala tudi o tem. Ja, vem, ampak dajmo se na tem omizju tudi na samo to komuniciranje, ker pač novinarji in novinarke greste na teren, iščete, kdo največ ve o tem in teh seveda v Sloveniji ni 2000, tudi 200 jih ni, mogoče jih je, ne vem, na prste ene roke ali pa dveh. Potem pa naletiš na ta zid, ko sicer ve o EU temah, pa mogoče ne zna povedati na tak način, na kjer ga vi zdaj izpostavljate in pol pride do tega, da pridejo tisti, ki pa to znajo povedati, pa ni nujno, da povejo dobro in prav. Ja, seveda, kot prvo je treba sploh poiskati ljudi, ne? Ker to ni zdaj, da imaš kar seznam, mislim, nekateri seznami so, ampak ni nujno, da so to ravno strokovnjaki, ki jih tisti trenutek rabiš. Vztrajnost, sigurno. Ne. Jaz recimo, jaz sem stara šola, veliko berem časopise, ne, tisk, ne, vse, ne, kar dobim in si, ko naletim na neko ime, ki je zanimivo, ne, si to strižem ven ali pa zabeležem, da vem, da nekdo nekje obstaja, ne. Ki govori. Jaz moram reči, da jaz sem delala pred volitvami eno serijo pogovorov, no. Povabila sem vse poslance naše takrat, ki so bili zdaj, nekateri so se odzvali, nekateri ne, potem pa tudi različne strokovnjake, ne, na Evropsko unijo, pa moram reči, da so bili nekateri previdni, pa so jih zanimali, kako bo, pa vprašanja, pa tako naprej, ne, in to je meni najmanjši problem, ne, še boljš, ne, če si pripravljen. Tako da jaz moram reči, da teh problemov nisem imela, ne, je pa res, da je to zdaj en pogovor na mesec lahko to vrste, ne. Zdaj, pred referendumom sem pripravljala oddajo, recimo to je neka druga, ampak je o JEK, ne, recimo, in sem se zelo poglobila, iskala, ne, in recimo sem naletela na enega profesorja, ki se mi je zdel zanimiv, ne, in mi je odgovoril, da je že toliko nastopal, ne, to je to, akademska, saj razumem, ne, da mu že prijatelji govorijo, da je vsake konzerve pogleda, ne, kar sploh ni bilo res, ne, njemu se je pa zdel. In potem sem ga pač kratko malo prosjačila, ne, sem mu še maile pošiljala in pa se je premislil in potem so pa referendum ukinili, ne, tako, ampak bo vseeno. Ja, tako da, kakšnega prav recepta ni, ne. Eno težko vprašanje imam,
vi trije mogoče malo razmišljajte o tem, medtem ko se bomo z gospodom Jermanom o eni zadevi pogovorili, pa mogoče tudi vprašanje za vas. Kar zadnje tedne intenzivno kroži v Sloveniji so te zmede ali pa komuniciranje okrog omrežnine. Dva dela leta, delovni dan, praznik, deli dneva in podobno. In že točno vem, kaj se bo in na družbenih omrežjih in se že vrtelo, tudi poziv predsednika vlade. In prav je, da delamo korake v smeri bolj trajnostnega, ampak poziv predsednika vlade perte za vikend. Ne? Jaz vem, da se bo to vrtelo in da bo ena stran to zmanipulirala v skrajnosti, čemur to ni namenjeno. Kako bi to morali ali pa lahko boljše, medtem ko bo gospod Jerman poskusil malo povedati ali pa nam orisati tudi težave ali pa izzivi, s katerimi se oni srečujejo pri svojem delu kot nevladna organizacija, ko gre na eni strani sodelovanje in komuniciranje EU strategij, potem so EU programi, ne? Strategije naslavljajo te velike izzive, ki jih imamo, programi so tista nek delovni načrti, potem pa imamo, a so razlike med politiki ali pa tudi izvajalci, kdaj grejo v tujino ali pa so v tujini v Bruslu, pa še kje druge in ne. Definitivno. Ne. Mislim, če se navežem direkt na to pranje čez vikendi, pač moja babica je prala po noči, ker je bila bolj poceni elektrika in je bilo to čisto normalno in nič sporno, ampak ja, danes je to še posebej, če se je dal v določen kontekst, če pač to je tako izjavo, se da hitro narediti en spin in pač obrniti v katerokoli smer. In to je tudi pač izziv, s katerim se tudi mi soočamo na terenu. In marsikdaj slišim, recimo, da je Slovenija edina država na svetu, ki ima ljubezen v imenu, ne? Pač ta love, ampak Slovenija je tudi država, ki ima ven v imenu. Ne? In pač, ja, če ne greš ven in če nisi sposoben nekega objektivnega pogleda navzven, je mogoče malo težko soditi, kar živimo. In mi, ki pač delamo evropske projekte, definitivno veliko, vsaj PINA, veliko evropskih projektov dela izven Slovenije, celo izven evropskega kontinenta. In to omogoča ne bom rekel objektiven, ker ne verjamem v ta pojem, ampak drugačen pogled, morda malo širši. In daleč od tega, da je vse slabo, ampak v Sloveniji je pa izrazito prisoten ta pojem, ki je vezan to besedico ven. In sicer ravno prej, ki ste omenili to, da se nihče noče izpostavljati. V bistvu te teme, o katerih smo se prej pogovarjali, so izredno prisotne v določenih sektorjih, ampak v Sloveniji, takoj ko izstopiš, je v bistvu poprečna množica poskrbi, da ne uspeš preveč se izpostaviti. In ta strah pred izpostavljanjem je, pač nisem še uspel razumeti, iz kje izhaja, ampak recimo teme, o katerih smo prej govorili, so izredno prisotne v recimo umetniško-ustvarjalnem sektorju. Danes umetniške razstave v galerijah, bienale v Benetkah, umetnice in umetniki obravnavajo točno te družbene teme, ampak te teme ne uspejo prodreti izven galerij, izven festivalov, ampak to so politike, ki bi bile zanimive za obravnavati na politični ravni ali pa na strankarsko-politični ravni, ampak dogaja se to, da se pač manipulira s čustvi, z pranjem med vikendi, ne pa skuša razložiti na učinkovit način, ki ga sam ne poznam in se mi smilijo ljudje, ki so zadolženi to, kako te tarife komunicirati na način, da bo to razumel slehernik. Jaz jih tudi ne razumem, ampak pač se ne ukvarjam s tem, bom plačal položnico, kakršenkoli bo prišla. Ja, tisti, ki dolgo časa raziskujemo javno mnenje, vemo, da obstaja nek zakon, potem ko karkoli narediš, se obrne proti tebi. Ne? In proti temu se ne moreš pravzaprav boriti, boljše je roke dvigniti. Ampak na neki točki je mogoče to pojasniti z tudi kazalniki, ki jih imamo tukaj, kazalniki zaupanja, pa potem so še srečnost in zadovoljstva. Ne? Zdaj, ko dobra novica ne najde pot v medije, potem veš, da si v škripcih, pa recimo to, da smo na lestvici sreče po različnih meritvah se kar malce popravili, pa se po kupni moči približaš Japonski, pa skoraj nikogar več to ne zanima, ne? In take stvari.
pol veš, ne, da se je že nekaj zgodilo, javno mnenje je inertno in moraš imeti hudičevo srečo, da trend obrneš. Ne. Zdaj so se pač nekako odločili mediji, da rabimo novo zgodbo, se je že začela delati, ne, in bomo videli, kakšen bo rezultat. No, ampak v tem zaupanju. Ne. Tukaj smo neverjetno zanimivi Slovenci. Ne. Ljudi sprašujemo v anketah približno takole, če odmislite vse dnevne tegobe, ne, kako, ali bi zase rekli, da je treba ljudem nasploh zaupati, ali pa je treba biti z njim zelo previden. Ne. Desetletja o tem sprašujemo. Ne. Naj ugibamo. Kakšni so odgovori, kaj mislite? Je treba ljudem zaupati, kot mislimo vse težave? Bianco zaupanje, govorimo o bianco zaupanju. Ja, zaupati, a ne? Raje nas vprašajte, kaj bi mi rekli na to vprašanje. Kaj bi odgovorili? Moj odgovor je ne, naprej. Ja, okay. Je tudi rekel, mislim, ne, ampak sem če dalje bolje javno. Tudi ne. Tako. Ja. Tako, ne. In zdaj rezultat je takšen. Povprečen Slovenc nikomor ne zaupa, razen mogoče samemu sebi v najboljših dneh. Ne. In zdaj in ta del tega zaupanja, razlaga tega zaupanja je popolnoma iracionalen. Ne. Zdaj države Evropske unije se razvrščajo tako po zaupanju in sreči in je korelacija od severozahoda proti jugovzhodu in jugozahodu. Manj sreča je v južnih državah, če tako rečem, prosim, brez predsodkov in takih ad hoc razlag, da tam lepše vreme, pa da bolj se družimo. Ne. Ker potem ugotovimo, ne, da imamo zaupanje v institucije, pa nosilce politične oblasti, na personalni ravni smo boljši v nosilce, v institucije pa ne. Zdaj, en del razlage je, ker je seveda tudi usoda vsakega posameznika povezana z delovanjem institucije in osebe, ki jo ocenjujem, smo bolj jim zaupamo, ne, če vidimo, kaj koristi, ampak od države ne. Zato gre vse, kar se tiče zaupanja navzdol. Nismo ravno posebni, ker je to značilnost tega prostora. Ne. In podobno je pri sreči in zadovoljstvu, ne. Ko se anketarji, mi raziskovalci srečamo z očitkom, da je to vendarle nekaj, kar ne morete meriti, ker je to stvar osebne, psihološke ekonomije. Ne. No in potem pravimo, da ni čisto tako, ne, da se vendarle kažejo neke pravilnosti, vzorci, kar nakazuje na misel, da so sistemske okoliščine tiste, ki tudi vplivajo. Ne. No in potem v raziskavi, Evropska raziskava vrednot, sprašujemo ljudi, kaj je za njih pomembno. In tukaj se države ne razlikujejo. Vsem nam, tudi na svetu, ne samo v Evropi, je na vrhu. Je zdravje, pa družina, pa delo, pa prosti čas. Ne? In vprašanje se glasi. Torej, če so vsem enake stvari enako pomembne, zakaj se potem razlikujemo pri ocenjevanju tega? In odgovor, ki ga zdaj že vemo, ne, pa ga poskušamo tudi politiki razlagati, da ni toliko pomembno zate kot posameznika, če nekaj, kar je pričakovano, normativno celo zahtevano, če to imaš, ampak da za tebe kot državljana je strašno pomembno, kaj se s tabo kot posameznikom zgodi, če tistega, kar je drugim pomembno, ali pa celo normativno zapovedano, nimaš, nočeš imeti, ne želiš imeti, ali pa ne takšne stvari. Naprimer družina. Ne? Fino je, če jo imaš in če si zaradi tega srečen. Ampak za posameznika je pomembno, kaj se s tabo zgodi, če tega, kar drugi hočejo imeti, ti nočeš imeti, zaradi milijon razlogov. A si takoj diskvalificiran, a si takoj penaliziran in to, kar nas pravzaprav dela zadovoljne in srečne in da zaupamo v sistem, je, kako ta sistem glede tega obravnava, če si outlier, če si marginalc ali pa karkoli. In tukaj smo slabi. Zares slabi. To je kar značilno za Slovenijo, ja, da kot žebljiček malo ven pogleda, je treba takoj skrepelcem. No in zdaj, če pa, mislim, ko trenutno je slovenska vrh politika ali pa vlada v položaju, ko tudi če zniža stroške ali pa kaj dobrega naredi, je že v ozadju nekaj, kar je nek trik, tukaj nas probajo dobiti in ni dober. Hočemo imeti višjo tarifo.
Ker zdaj se lahko plačam. Gospod Jerman, prej ste želeli še nekaj povedati, ampak pri čemer to, kar ste razlagali, tudi kako je drugače od tisti, ki grejo kdaj v tujino, sem pomislila, mogoče bi pa ta mormonski, mislim, ne samo, da institucije morajo boljš, ampak da bi tudi nam, vsem, ki smo recimo da prejemniki nekih sporočil, koristilo iti za par let v tujino, tako kot je eno od verskih ločin v ZDA, po srednji šoli, 2 leti ali nekaj takšnega, ne, tujine, vandranja. Ja, definitivno bi se tudi, v tujini se imaš tudi za Slovenci raje kot doma, ne? To je pač taka značilnost. Začneš tudi ob nedeljah govejo juhco kuhati. Tako. Ne, sem hotel samo še poudariti to, kar je dr. Han zdaj izpostavil. V bistvu zaupanje je valuta politike, ne? In pač, ker se ukvarjamo veliko s participacijo, pač vidimo, kakšni so učinki individualizma, tega, da pač jaz sem najboljši jaz, ne more moj sosed biti boljši od mene, razen če sosed reče, da je nekaj dobrega ni, če pa nekdo z Nemčije pove, da je nek Slovenec dober, to pa je super, ne? Ampak bolj to, da v bistvu politika oziroma politični boj, pa strankarski boj je temeljil ne toliko na gradnji zaupanja, ker je to izredno težko početi, ampak na razgradnji zaupanja nekoga drugega. In zgodilo se je to, da smo v bistvu vsi nezaupljivi en do drugega in v temu je izredno težko delovati. In to, kar skušamo mi početi, je ravno diskurs na mikroravni, ker pač nismo vsemogočni, spraviti nazaj na to, temu, kar pravimo skupnostni interes. Ker moj interes plus tvoj interes plus njen interes ni skupnostni interes. In to, kar se dogaja, je to, da če gledamo samo skozi partikularne interese, je vedno velika potreba neke tretje instance, ki razreši to. So smo mi pač blazno navajeni na to, da okay, jaz in sosed se ne razuma, mora občina rešiti, mora država rešiti, ampak na koncu smo vendarle samo ljudje in ni enostavnih rešitev. Ampak tle, se pravi, na temo zaupanja vidite še, da bi se dalo delati drugače, boljš, ne vem, prideti do drugačnih rezultatov, do katerih so zdaj, ker me to pripelje potem do tega, Alenka, vi ste se vrnili zdaj z podnebne konference v Azerbajdžanu, ne? Zdaj, kako bodo ljudje zaupali, ko je konferenca pa prej bila v Egiptu, pa v Združenih arabskih Emiratih, ne, 30 in ne vem koliko tisoč ljudi, Ja, res se o zbirajo. temah, ki... Ja. Mislim, da so v Glasgowu prvič omenili premog sploh, ne, kakšno naključje. Drugače prej sploh ni bilo omembe fosilnih goriv, ne. Ja, to je pač... Kakšna je bila, ko je EU, bi EU, predstavniki EU-ja, mogli pač preprosto zavrniti sodelovanje na konferencah, ki so v krajih, ker sporočamo tudi s tem, kam gremo, ne, če smo že prej govorili, kako je pomembno tudi zbirati izraze, pa ne vem, evropščina, pa birokratščina, konec koncev tudi, kam gremo, ker s tem, ko nekam gremo, damo statement, ne vem, doskrat, ne bom v ta lokal hodil, ker to pa to, ne gremo v Baku se pogovarjati o podnebju, ker pač nimajo o tem veliko zapovedati. To je zdaj spet... dvorezno bi rekla, ne, se Ursula von der Leyen se je odpovedala, zdaj ta teden je prišla delegacija Evropske unije in skratka, jaz sem se pogovarjala s to našo glavno pogajalko, Tino Kobilšek, ki je super, ona to že dela leta in sem rekla, grozen je letos, ne, v bistvu, kaj je to, ne, na Dubaju je bilo 154 voditeljev, zdaj v Bakuju jih je bilo manj kot 80, tako da to je že neka kritika bila, ne, tega, ampak to ni bila samo kritika, to je bila tudi spretnost dubajske diplomacije in relativna nespretnost Azerbajdžancev, ne, tako, pa tudi mogoče čisto manjša privlačnost, ne. Skratka, ampak ona je rekla, pomembno dejstvo pa je, da delegacije so tukaj, ne. 194 delegacij pa je še vedno in se še vedno pogajamo, to je bilo preden je Argentina odšla, ne, z tega zasedanja. Tako da zdaj, kako to gledaš, ne, to je res, mislim, da tudi naslednje srečanje bo v Braziliji, ne. Zdaj bi rekla, da je to mogoče dobra izbira, ker Lula je pa zdaj en good guy, ne. Če pogledamo to konstelacijo voditeljev svetovnih, je on, bi rekla... Ampak spet za koga good guy, ne? Ja. Za eno polovico ni. Ja, za eno polovico. Ampak za okolje, recimo, tako zgleda, da mu je mar, ne. Bolj kot, recimo, zdaj spet tudi, kako komunicirati takšne, recimo lani v Dubaju je bila največja zgodba, ena večjih zgodb, kako Meloni, ne, pa Modi, indijski, flirtata, ne. To so vsi objavljali kar naprej, ne.
Letos nič takih zgodb ni bilo, ni pa noben, Meloni je govorila grozne stvari, ne. Mislim, če jo poslušamo, lahko vidimo mogoče, kam bo šla EU. EU bo šla nazaj, ne, po mojem, ne, glede zakonov, ki jih je sprejela, okoljskih in tako naprej, ne. Ampak noben se ni za to zmenil, razen tam je malo vršal, ne, po hodnikih. A ste poslušali Meloni, kaj je rekla? Ni alternative fosilnim gorivom, ne, recimo take stvari, ne. Ampak tako da zdaj ta bojkot, ne, to si vprašal. Ja, Evropski parlament je tudi sprejel neko resolucijo, ne, kjer je obsodil azerbajčanski režim zaradi različnih stvari, ne, napade na politične nasprotnike, zaradi spora z Armenijo in tako naprej, ne, in je v bistvu pozval tudi, da bi se ta sporazum, ki ga ima Evropska unija glede plina, ne, spremenil in tako naprej, ne, ampak A je evropščina, birokratščina problem? Pa gremo potem na vprašanja iz občinstva, če bo kdo imel. A je to problem? A je treba najti na vsak stakeholder, na vsak empowerment, na vse te deležnike opolnomočene in to neke druge? A so izrazi pomembni? Kaj menite? Ali je to, ali delamo iz muhe slona? Da to za tistega, ki hoče razumeti, je čisto vseeno. Ravnokar sem samo en primer, no, da Guardian je zelo aktiven, proaktiven v teh stvareh, ne. In ravno zdaj sem brala, da tudi pazijo, katere besede uporabljajo, ne. In so sklenili, da ne bojo več govorili različnost biodiverzitete, ampak samo narave, ne. Kar je to je en tak primerček, ne, recimo, ja. Ja, mislim, da besede so pomembne, ne. Se malo bližje. Jaz sem že dosti časa na svetu, da se spomnim te jugoslovanščine in tega birokratskega jezika, vsi smo se naučevali iz tega, ne. Ampak je delovalo vseeno, ne, če ne drugega na ravni šale. Kar se pa tega, bi rekel, evropščine tiče, ne, pa pomembnih tem, ne, je s tem, ko ne govorimo tako, kot bi ljudje radi slišali ali pa bi razumeli, tvegamo ta prezir, ne, ta antiintelektualizem je prisoten, ne. Pri zelenem prehodu je za veliko ljudi to neka popolna latovščina, ne, ki jo ne razumejo in domnevajo, da gre tukaj za, kar žal v dobrem številu primerov tudi gre, za nek poslovni model, ki bo zopet prinesel korist nekomu, ki niso oni sami, ne. Naprimer, jaz sem povsem prepričan, da se bo elektrifikacija v polju mobilnosti zares zgodila, nisem pa povsem prepričan, če se bo to zgodila zaradi ekoloških razmišljanj, ampak zaradi poslovnega modela, ne, kjer smo prej slišali, ne, tudi sami ste rekli, ne, se hkrati ob tem, kar se dogaja pri transformaciji, proizvodnji, ne omenja, da gre v resnici še vedno za strašne dobičke, ne, ki pa se ne bodo porazdelili ne v smislu razvoja, niti ne za odpravo težav, ki nastanejo, ko nekoga odpustiš, ne. Tako da besede torej so pomembno vprašanje, pa zdaj kako to komunicirati, ne. Jaz sem že od več kolegov slišal, da bi bilo mogoče pa zdaj čas za malo tega razsvetljenega, prosvetljenega populizma, ne, na tej strani. Ampak to je Zakaj se zdi, da ima leva stran težave s populizmom? Ja. A se strinjate, da ga ima? Ja. Kaj, ker se počuti, da je malo na višjih nivojih? Ja, da se to nekako ne spodobi. Ne? Da je to, če nekaj razložiš, da ljudje razumejo, da je enostavno, da je to... Ja, in to mislim, da se mora v resnici zgoditi. Jaz bi to podpiral, ampak nimam pa recepta, kako to narediti, da bo še vedno zvenelo spodobno ali pa artikulirano. Ne? A ima kdo morda kakšno vprašanje za naše goste, sicer bom jaz nadaljevala? Ne? Ok, prav, bom pa jaz nadaljevala. Na družbenih omrežjih je treba biti, poslušamo, ne? In smo nekateri že vrsto let. Vi zelo intenzivno tudi, ko rečem intenzivno, pomeni, da se trudite komunicirati te teme, ki jih pač komunicirate, ne? Zdaj, po
zmagi Trumpa na ameriških volitvah je prišlo do, tako kot vedno v takih primerih pride, do selitev iz enega omrežja na drugega omrežja. Ne? Kaj se vam zdi, da je pravi recept? Ali biti prisoten, ne vem, povsod, pa poskušati spoštljivo komunicirati, ker včasih je zelo težko, vi ste deležni, kar bom rekla, garbanja na družbenih omrežjih. Kot prvo iz tega garbanja ne opazim, ker sem njihov brat vse odgovore na moje sporočila in precej lažje živim in mirno spim. Tako to svetujem vsem. Jaz sem vedno vzel to kot neko dvosmerno komunikacijo, ampak sem opazil, da se ne da, zato ker 99% teh, ki hočejo dvosmerno komunikacijo, so žaljivi, so lažnivi, so anonimni troli in tako naprej. Tako da mislim, da jaz sem nad to ljudnostjo, nad to, kako bomo izboljšali informiranost. Jaz sem skozi mislil, samo ljudi treba izobraziti, pa bo. Potem pa imaš, ne vem, v vrtcu povejo, da so avtomobili nesnažujejo in se starši pritožujejo, da gre za indoktrinacijo. Se pravi, prej ste rekli, ne bomo imeti avtov, izobrazujte nas, zdaj pa nočete izobraževanja niti. In jaz sem že na tem odbupal in sem tudi mogoče sam malo, kako bi rekel, ne bi rekel, sem poostril ton, ampak ga poenostavil. Ne da se mi več, če nekoga vidim, da ničemu nasprotuje, se mi ga ne da več prepričati, pa mu pokazati ne alternative facts, ampak če dale več študij, ker ti ljudi to ne zanima. Ne. Tudi sem opazil, na Nizozemskem ne pa v Avstriji, ampak v Sloveniji sem na otroškem igrišču in pride do mene kakšen oče, pa mi začne govoriti, kaj slišim na Joe Roganu. In potem si jaz rečem, ja, jaz sem že 10-krat ogupil na Twitterju, zakaj bi šel ven, ker bo ljudje še bolj v tem mehurčku. Sem pa tudi opazil, da morda včasih vsaj v Sloveniji precenjujemo ta družabna omrežja, ker jaz recimo največ nekega feedbacka dobim, ko dam intervju za lokalno kranjskogorsko glasilo, pa za Val 202, pa za Ona recimo. Sem dobil precej več nekega tega, recimo enkrat mi pisal nekdo, ki je lastnik Porsche, ameriškega pick-up trucka, motorja, pa še ne 5 vozil in mi je slišal govoriti o avtih, pa je rekel, jaz mi podprl oči, mogoče pa bom kupil Teslo namesto tega, ne bo šel na avtobus seveda. Tako da jaz bi svetoval, ne da se klin s klinom zbija, ampak meni so zelo všeč to community notes, ki so zelo preprosti in če nekdo reče, recimo, veliko tega v slovenskih medijih se vpraša neko vplivno osebo, recimo z avtomobilske industrije, pa politika in on preprosto navrže laž, da obnovljivi viri energije vodijo v večje izpuste. In novinar bi mogel praviti svojo nalogo pa reči, oprostite, to ni res, ali pa spore dati, ko se pošle v avtorizacijo intervju, lejte, zraven bomo napisali, da ste vi to rekli, ampak to ni res. In če vi napišete, da električni avtomobili imajo več izpustov v tekom življenjskega cikla, bomo mi spodaj napisali, da to ni res, da ga imajo na primeru Slovenije 63% manj. Zdaj lahko vi vzamete to izjavo nazaj, ali pa bo jasno iz intervjuja, da se vi izmišljujete, da lažete, ali pa ne vem kaj. Ne. In takih primerov še in jaz to delam. Jaz recimo berem intervjuje, berem finančne časopise, berem poročila delničarjev in vse to, kar se ljudem zdi neumno, meni se pa to zdi res fascinantno. Ne. In potem to objavim, da če nekdo kaj tazga reče, ker ljudje zaupajo nekomu, kaj je podjetje izpostavil iz nič, ima že 40 let, ima 200 zaposlenih in takim ljudem je za zaupati, ampak ne more pa on reči samo zato, ker ima svoj interes pri recimo motorjih na notranje izgorevanje, da pa če on nekaj reče, ker to so vplivni ljudje, kjer se oblikujejo politike. Ne? In potem meni ljudje rečejo, ja lej, direktor tega podjetja, ki dela motorje, pa jave več od tebe. On je rekel, da električni avtomobili so bullshit. In zato, ker je bilo to objavljeno, mislim, da je bilo na Pop TV celo, pa se opravičujem. Alenka, spet se boste morali braniti. Tako da jaz mislim, da bi mogli, da ti tradicionalni mediji, vsemi slovenski mediji imajo zelo veliko moč in bi mogli več tukaj opraviti dela. Jaz to opažam z okoljskega stališča, na ostale teme se ne spoznam, ampak če nekdo nekaj tazga reče, se mu reče, zdaj ali vi zavajate, ali ne veste, imate priložnost to izjavo umakniti, ali pa bomo mi dopisali, to ni res, resnica je popolnoma drugačna, ker vse politike temeljijo na tem, kaj Slovenian Business Club misli, kaj MČM misli, kaj javno mnenje misli in če javno mnenje misli, da res električni avtomobili ne izboljšujejo naših življenj, da če res obnovljivi viri ne zmanjšajo emisij, zakaj potem peremo čez vikend? Če to nima nobenega smisla. No, mediji definitivno moramo počistiti pred svojim pragom, zdaj pa iščemo rešitev tudi na to, kako lahko, ko smo pa že recimo tudi pri dezinformacijah, ki se širijo ne samo na zelene politike ali trajnostne, tudi na socialna vprašanja, tudi na varnostna vprašanja, ne, kaj lahko naredijo evropske inštitucije, ko komunicirajo te teme, da se, ne vem, preprečuje širjenje dezinformacij, skakati na vse, pustiti pa enkrat, kaj bi vaša rešitev bila, kaj bi vi predlagali? Ker tale z mediji easy, mi res je veliko za pospraviti pred lastnim pragom, ampak
vse posod se lahko zataknemo in imamo še vprašanje, komentar. Potem pa sem prosim, če počakate na mikrofon. Hvala. Hvala lepa. Lep pozdrav, moje ime je Vasja Čepič. Jaz bi ravno to glede medijev in pospravljanjem pred njihovim pragom. Na začetku uvodoma je bil omenjen Boris Johnson. On je celo priznal, da ko je pisal te feljtone in poročal iz Bruslja, se je počutil kot deček, ki na drugo stran ograje meče kamne, vedel pa je, da je tam steklen rastlinjak. Se pravi, njegovi članki so imeli en učinek, na koncu je Nigel Farage njegov master plan implementiral in očitno je tudi tukaj neka teža medijev. In zdaj, kako mi pridemo do tega, da mi vemo to, kar je bilo zdaj izpostavljeno, da so nekateri sogovorniki v resnici agitatorji ali pa da lažejo in da v bistvu se jih še kar naprej perpetuira njihov narativ in se jim daje nek glas, kje se začne ta odmik od paradigme klikov, in da je skozi nek rast do tega, da gremo tudi v degrowth ali pa da so mediji razumejo svojo vlogo kot tako. Pa da povem, jaz sem bil 8 let televizijski novinar, tako da mi je tudi to znano. No. Kaj je ta vzvod, da gremo stran od samega denarja? Ja, na temo medijev bomo lahko še eno posebno to okroglo mizo imeli, ampak vi ste želeli, gospa Jukjer, še dodati k temu, pa prosim, dajte najprej, pa gremo tam naprej. Ja, jaz bi se dodala temu. Prvo, hvala, mislim, super vse to. Jaz moram reči, da sem sicer preživela 20 let v tujini, tako da sem bolj tista, jaz vedno kliknem na zaupanje, jaz sem tisti večni optimist. Pa kar se tega tiče, kaj lahko mi na predstavništvu naredimo? Jaz kot glas Ursule von der Leyen ne morem iti tja s populističnimi. Jaz ne morem reči tako. Mi smo tisti, ki imamo dolgočasne fakte, dejstva, ampak po drugi strani pa moramo priti do ljudi. Naprimer, naslednje leto, leta 2025, bomo začeli pripravljati nov večletni finančni okvir v Evropski uniji. Kaj to pomeni? Zna se zgoditi, da Slovenija ne bo več imela toliko tabel financirano strani Evropske unije, ker bomo prebogati. In to je dejstvo. Se zavedamo tega. Kako bomo sploh prišli v medije, če bomo šli z dejstvi, z resnicami, ne pa s temi populističnimi? Na kakšen način nam boste mediji lahko pomagali, mogoče se tukaj ni samo za medije, ampak slučajno se spomnila, ker ne bomo mogli reči, dobili bomo toliko dodatnega denarja, ker at some point ga ne bomo. Ne vem, če bo to že zdaj v tem večletnem finančnem okviru, ampak enkrat kasneje se bo to zgodilo in kako naprej, razen če bomo pač mi postali Boris Johnson in tudi metali te kamenčke, ampak polje službe več ne bomo imela tlele. Mogoče, če lahko, en primer recimo, da sem se zdaj spomnila, prehod Šaleške doline, protesti delavcev, ubogi in tako. Jaz moram reči, mogoče sem spregledala, ampak nikjer nisem slišala, da bojo oni dobili kar precej denarja, nepovratnih sredstev iz Just Transition Fund. Ja, in to je kar en denar. To nikjer ni bilo skomunicirano. Tudi mediji, mislim, da... Ja, jaz sem to delala oddajo. No, se iztoči zato, ker noben ne vpraša. Ali čakati, da bo nekdo vprašal, ali na pladnju dati... Ja. No. Lahko svojo izkušnjo povem s tem. Mi smo pred leti dolgo časa se mučili z nekimi komunikeji, ko smo objavili rezultate raziskave, ki je trajala 3 mesece, bila strašansko dolga, komplicirana, sami modeli in to nikogar ne zanima. In potem dobiš neko vprašanje in poskušaš razložiti, da stvari niso tako zelo enostavne in nekaj časa so nas prenašali, moram reči, mediji, potem so nas odrezali. Ampak ne obupamo povsem in se potem po drugih kanalih oglašamo. Recimo, skoraj da ni več v medijih, koliko jih pač je, tudi tiskanih, teh bolj kompleksnih novic ob raziskavah javnega mnenja. Imamo pa seveda vprašanja in pa potem debele mastne naslove. Nikogar ne bom posebej omenil, ampak mogoče se bo kdo spomnil nedavno nazaj. Slovenci glasujejo za nižje davke. Vprašanje se je preprosto glasilo. Ne morete verjeti. Agencija, ki se ima za resno in časopis, ki se ima za resnega, je postavil javnomnenjsko vprašanje, ali bi imeli rajši večje
ali manjše davke. To je to. To je to. In potem lahko seveda znoriš, protestiraš, kar ko želiš, ali pa rečeš tako, kot je zelo dobro, je tisto, kar je kolega prej rekel. Mi smo reagirali tako, da smo rekli, da je to enostavna laž. In pa so rekli, kaj vi trdite, da bi radi imeli više davke. Odvisno, ko postaviš zadevo v kontekst in rečeš, radi bi imeli dober javni servis, ki vključuje to, pa to, na koncu ljudje seveda rečejo, zdaj razumem in tudi vem, kaj me sprašujete. Ne? Če me vprašaš, ali pa hočeš imeti više ali pa nižje davke, pa skoraj tako, ali hočeš imeti dober pa slab zrak, ali daljše, krajše življenje, ali me čevelj ne tišči ali ne, to so take stvari. Ampak seveda to razlagati na dolgo in široko, zato ni več časa, niti prostora. Ja. Ne? In preprostih resnic pa tudi se ne da kar tako trositi. Ne? Zdaj, če vrnem žogico medijem, boste rekli, vse vemo, kaj moramo narediti, ampak ne, tukaj je pa ta. Daleč od tega, da bi vedeli, kaj moramo narediti, po mojem. Če lahko en dober primer, no, meni je bila zelo všeč kampanja letos, predvolilna EU, ker je bila personalizirana. To je en način, jaz sem 22 let delala vdajo, ki je bila na zgodbah, je temeljila. Ne. Zgodbe vedno potegnejo. Zdaj, kako recimo beseda demokracija, svoboda, skozi te izjave babic, detkov, vnukov, mene je to ganalo, res. To je en tak dober primer, ki bi ga mogli večkrat uporabiti. Zakaj pa ne pri budžetu, ne? Recimo, tudi vedno se da, ne? Drugač pa se mi zdi nasplošno, no, da je na medijih, kot ste vi rekel, ne, objav se izjavo nekoga, ki govori laži, ne, veliko več bomo mogli razmišljati o kontekstu, ne, o refleksiji že tega, kar je povedano, kar je težko, na dnevni bazi je to težko, ampak ne bo šlo drugače, ker tudi ta neka objektivnost, neutralnost, ne, tudi to bo po mojem pod vprašajem, ne, ker recimo, če se zdaj na hiter, Amerika je samo malo pred nami. Ne? Mi lahko vidimo, kaj se bo tudi verjetno, upam, da ne, ampak v Evropi dogaja. In zdaj, če reče Trump... V bistvu je Alenka za nami, ker Berlusconi je to pokazal. Ampak če Trump reče, z vojsko bom šel na 20 milijonov ljudi, ki jih bom izgnal, a boš ti zdaj poročal, na en stran bo to, na drug stran pa ne vem kaj, ne? In bo to neutralno stališče. Ne? To se je že pokazalo pri slavnem BBC-u, pri Brexitu, no? Če lahko. Ne? Oni so se zelo trudili, nekdo je rekel, 60 milijonov Turkov bo prišlo delavcev. Ne? Na drugi strani je pa zdaj nek bogi bil mogoče profesorica, ki je mogel dokazovati, da to kratko malo ni res. Kaj so si ljudje zapomnili? 60 milijonov Turkov bo prišlo. Ne? In potem so tudi delali raziskave BBC-ja in se je izkazalo, da je precej več bilo člankov, intervjujev, ki so bili za Brexit. Tako da ta opevana, ne, to je neka stvar, ki jo bomo mogli malo mediji, po mojem, nasplošno razmisliti, ne, kako poročati o stvarih, ki se bojo pojavljale, remigracija, ne, kako dajati besedam legitimnost, Evropske unije, ne, ali ne dajati legitimnosti in tako naprej. Ne. Samo ena je to, ne. En primer. Ja, ima kdo še kakšno vprašanje, sicer gremo na zaključne besede. Prav, potem pa istočnica za vse vas, ker vem, da vsi smo vpeti v na nek način sodelovanje z EU inštitucijami, komuniciranje EU tem, zase lahko rečem, da je izkušnja. Na drugi strani ogromno profesionalcev, ki se zelo trudijo in razumejo, drugo je, kot pravimo, kaj pride ven, ampak kaj bi bili vaši predlogi tem, ki se ukvarjajo s komuniciranjem EU-ja, kaj boljš, kaj drugač, kaj naj si v zvezek ali pa v telefon vpišejo, pa mogoče od, ne vem, jutri dalje malo bolj več pozornosti temu posvečajo. Želi kdo začeti? Borut, izvolite. Ja, mogoče, da se navežem še na te zadnje besede. V bistvu, ja, naj razmišljajo v smer, da morda desetletje nazaj je izjava, z vojsko bomo odstranili 20 milijonov ljudi, objava te, oziroma novinar, ki je to objavil, je računal na to, da bo seveda ljudje razumeli paradoksalnost oziroma nesmisel tega. Danes pač na temu ni več računati. Ne. Tako da tudi tisti, ki komuniciramo, moramo pač, zdaj bom uporabil čisto tak PR-ovski stavek, ki sem ga sam sovražil, ampak zdaj ga razumem, moramo poznati svoje ciljne javnosti.
ciljna javnost danes dosti ljudi ne razume, da je to slabo ali pa zakaj je to slabo in kako na bolj človeški, na bolj pač ciljna javnost se je spremenila. Meni je to, ko se pogovarjamo o teh stvareh, kako komunicirati ljudem kompleksne stvari, pač to ni problem komuniciranja, to je problem razumevanja ljudi kompleksnih stvari, to je problem izobraževalnega sistema, to je problem attention spama, to je problem, da pač danes imam 2 otroka, če pač mojim otrokom ni všeč video v prvih 4 sekundah, bo dobil drugega, 3., 4., 5., 6., 7., neskončno možnosti, nima časa in želje se poglabljati v stvari. To je pač problem družbe in pač spet se bom vrnil to, kar sem rekel, ja, dajmo probati nasloviti stvari in se postaviti v vlogo človeka, ki bo to sprejel in večina ljudi, ki nas ne razume, s katerimi se ne strinjamo, tudi danes se je to zgodilo, hitro se postavimo na mesto resnice. To, kar mi mislimo, je resnica, tisti drugi zavaja ali pa laže. Kar sem jaz ugotovil v svojem življenju je, da malo je sociopatov, ki to delajo. Dejansko tisti, ki to izjavi, verjame, da je to resnica. In dokler ne bomo bili sposobni se empatično pogovarjati in reči, kot bi rekla moja sodelavka Maja, te ljudje so pač si želijo samo, da jih nekdo poboža. Pač treba se s človekom, s katerim se ne strinjaš, usesti, razumeti in izhaja iz enakih frustracij in strahov, ki jih imamo vsi. Kaj bo jutri, kam nas vodi svet? Ljudje se streljajo, ne daleč od nas. In večina teh ljudi, nas je tega strah in nimamo odgovorov. In ne dobijamo odgovor od politike, politika pravi samo unije blesav, ne drugi bolj blesav. In tega nihče noče povedati na glas. Pač vsi smo na istem in dokler ne bomo znali en z drugim govoriti bolj empatično, iskreno, bo težko. Tako da moj predlog je, probajte ne razumeti, ampak začutiti. Ja, nadaljujemo. Ne bomo pesimistični na koncu, ne? Optimistični pa tudi ne, pa bodimo realni. Podatke, ki jih premetavam levo in desno, ti podatki dajo neko osnovo za ne povsem obupne občutke. Veste, če gledamo, koliko je v deležih ljudi, za katere bi rekli, da so rasisti, ksenofobi, protekcionisti in kar je še tega, jih je v resnici bistveno manj, kot si mislite. Velika večina ljudi ima stališča, ki jih lahko označimo za artikulirana, potem povsem v skladu z nekimi humanistični, če hočete, izhodišči, ampak ti nasprotniki so tako prekleto glasni in tako veliko prostora jim namenjamo. Tako da bi rekel tukaj več Evropa, in zdi se mi, da se Evropa včasih kar malce sramuje svojih izhodišč in tako velikih dosežkov, o katerih je treba govoriti na način, da bo to ljudem zares kaj pomenilo. A se spomnite pred leti poskus s preambulo k Evropski ustavi, kjer je šlo za neko nesrečno definicijo, da je Evropa krščanska, in potem takoj odziv na to, da to pa ni res, in potem histeričen odziv, da je res, in potem umik te zgodbe. Zamujena priložnost, ker Evropa je seveda krščanska, ni pa samo to, v svojih izhodiščih je tudi pomemben pečat pustil islam, ki ga je treba reflektirati, potem pa neka evropska dediščina, ki je tako dragocena kot biser v kraljevi kroni, sekularizem, ki ni ateizem, kot ga je kdo poskušal podtakniti, ampak je to neka velika razsvetljenska pa tudi filozofska tradicija, s katerimi, če je kaj strupenega v tem svetu, to so nacionalizmi in pa ta ekskluzivni religijski diskurs, ki se odmika od tega, kar naj bi to v resnici pomenilo. Alenka, vaši 1, 2, 3 predlogi za izboljšanje? Izboljšanje komuniciranja Evropske unije. Meni je zelo všeč ena veja v novinarstvu, ki se imenuje constructive journalism, zdaj ne vem, kako bi to, sploh ne vem, če obstaja prevod, ki je seveda klavrno propadla, kljub nekaterim poskusom, je pa to, bazično je to, da ti poročaš, da je kozarc napol poln, ne prazen, in je to en način, ki ga jaz skušam včasih na tiho uporabljati, ko recimo komuniciram Evropsko unijo, ker najlažje je najti te drobne stvari, pa potem se spravljati na to. Zdaj,
Pojasnjevanje absolutno skozi, po mojem, tako kot sem že prej rekla, te personalizirane zgodbe. Ne. In ja, jaz se strinjam, veliko ljudi je, ogromno vejo, jaz napišem včasih kaj na 24ur.com, kmetijstvo mi je, ne vem zakaj, pri srcu, jaz sem se razpisala v evropskem kmetijstvu, takrat, ko so bili protesti in me je klical en ogorčen kmet in mi je streljal podatke in se drl in tako. In potem sem rekla, pa zakaj se vi jezite? Sej veste, da gre večina denarja subvencij milijonarjem, prijateljem Orbana in tako naprej. Na njih se spravite, ne pa zdaj na subvencije, da morate več plačevati, ne vem kaj, zamenjati gorivo za bolj zeleno in tako naprej. In pol na koncu sva prišla, se je popolnoma strinjala in tako sva si zmenila, da bova sodelovala in ne vem kaj. Ne. Tako da se je pa veliko Ste se začutila. Je pa veliko truda. To je, recimo, kmetijstvo je ena velika tema, ker zdaj ni tako v spredju, ampak čist narobe. Ne. In potem ne ja ali pa ne, ampak eno zgodbo, eno zgodbo vedno. Če recimo pa tudi te družbeni mediji, koliko naredi ena zgodba za proti migracijam in tako naprej, neke deklice, ki jo je nekdo na avtobusu, ki je bila izmišljena. Zakaj pa nimamo kontrazgodb na ta način, ki bi mogoče vsaj na nek način povezale to, da Evropa blazno rabi delavce, po drugi strani pa milijone zavračamo, recimo. Ampak seveda to spet sam podatek nič ne pove. To je vse zgodbe. Ja. Meni je ta ideja konstruktivnega žurnalizma, kako bi ti rekel, blizu. Jaz ne bi sicer napisal, da je kozarec napol poln, ampak da je not 125 ml vode. Sem pa opazil. Kar je dobro, ne? Ja, res je. In sem pa opazil ravno to v zadnjih nekaj letih, da jaz sem še začel tako, kozarec 125 ml vode, potem sem pa rekel, to ljudi ne zanima, čeprav je res, pa je v kozarcu 125 ml vode tudi toliko nitratov, to tako vpliva na razvoj človeških možganov, boste umrli 4 leta prej. In to je pa potem pri ljudeh nekaj vzbudil in mislim, da jaz sem se nekako naučil, da mora biti vse mora podariti, da je nujno, če je nujno, če ni nujno, potem ni, razumljivo in pa zanimivo, vse mora biti zanimivo, ker to, da je v kozarcu toliko in toliko nitratov, recimo, morda nobenemu ne pove kaj preveč, ampak potem, ko pa začneš govoriti v nekem kontekstu in zakaj je to za nas pomembno, potem ljudje razumejo, zakaj morajo izpolnjevati te obrazce, zakaj moramo imeti filtre naprave in tako naprej. To je zdaj samo en primer, zato ker vodo vsi pijemo in ne bi čisto se strinjal, da je treba drugega začutiti in si zaupati, ker nimamo časa za to in tudi ni treba vsakogar čutiti, moramo biti malo pragmatični in selektivni. Jaz ste omenili te nitrate, me spomnila sem bila na obisku v Beli krajini, pa mislim, da je šlo za ali metliško črnino ali eno od njihovih vin. Vino kot vino, ampak ne, so ugotovili, da ima ne vem kakšno koncentracijo nečesa, ki je antioksidant. Če pa rečeš antioksidant in da zavira staranje, to je pa čisto druga zgodba. Tako da, dr. Žiga Malek, Alenka Arko, profesor Samo Uhan in Borut Jerman, najlepše hvala za sodelovanje na omizju, tudi vam za družbo, vprašanja, komentarje in nasvidenje naslednjič. Hvala lepa.